Renault 5 je bil avtomobil, s katerim je moj prijatelj nabiral svoje prve vozniške metre. Ja, metre, ker ga je zapeljal po šolskem igrišču, se zaletel v gol na robu, tega je zasukalo in en del se je potem zaletel še v bok avtomobila. In smo zaključili z vožnjo. A ja, mimogrede, tole je pa nova petica, oziroma še bolje, novi Alpine A290, se pravi najbolj nabrita petica. Renault 5 je model avtomobila, za katerega tisti z letnico rojstva 2000 ali pa naprej najbrž niti slišali še niste. Zato vas ob takšnem ne preplavi nostalgija, nas pa malo stisne tukaj noter tiste, ki smo nekoliko starejši in se spomnimo vožnje z originalom. No, ta je zdaj nov, navadno petico na test vzamemo malo pozneje, za začetek smo pa vzeli kar trenutno najhitrejši Alpine A290. Od navadnega Renault 5 ima že koloteka širšo za 60 mm, zato je na cesti bolj suveren in pravzaprav je bolj trdo pa čvrsto tudi njegovo podvozje. Dejansko je bolj agresivna kar celotna oblika. Če vam je navaden Renault 5 všeč in kar nekako ne dvomim, da vam je, potem boste ob tem kimali še bolj zadovoljno. Ne zgodi se namreč prav velikokrat, da se konceptna oblika v praksi ne spremeni kaj dosti in je potem tudi serijski izdelek tak. No, ta je in v bistvu si težko predstavljam avtomobil, ki je v zadnjem času obrnil več vratov. Jasno, če pa že njegova osnovna oblika zanimiva, potem so pa hudi še dodatki. Recimo luči spredaj pa zadaj, pa tale logotip tukaj gor, meglenke, pač čist totalno hutje. V bistvu je ena taka krasna kombinacija retro in modernega prediha. In zgodba se odlično nadaljuje tudi tukaj le znotraj. Tole okolje je res zanimivo, moderno, dobro izdelano, spredaj precej prostorno, ampak samo delno uporabno. Mal viham namreč nos nad tem, da ni niti enega odlagališča za pijačo, oziroma da je nasploh prostora za odlaganje stvari precej malo. Mi je jasno, da je tole malček z drugimi vrlinami in ne družinski avtomobil, kjer mora biti prostornost na prvem mestu, ampak še Porsche 911 ima odlagališče za pijačo, tako da tudi ta bi ga lahko imel. Praktičnost očitno ni bila na spisku pomembnih vrlin, prostornost pa tudi ne, ampak v bistvu nad tem pa ne viham nosu, ker je tole vseeno majhen avtomobil, kjer družinska namembnost sploh ni pomembna. Kakorkoli, spredaj je prostora več kot dovolj, prtljažnik ima dobrih 300 litrov, kar tudi ni malo, glede na to, da je avtomobil dolg samo okrog 4 metre, je pa za zadnje potnike prostora manj, zlasti pri nogah, zato odrasli na dolgih poteh ne boste posebej navdušeni. Vem, nepomembne stvari, če je to Alpine, nas v bistvu vse zanima, kako se pelje. No, tukaj moram pa zgodbo malo razdeliti, ker so nekatere stvari fantastične, druge pa sploh ne. Z pozitivne strani gre pohvala najprej podvozju. Je krasno, nepretrdo pri običajni vožnji, obenem pa v zavojih tako noro suvereno, da boste mejo našli samo najbolj drzni. Res, nos je dobesedno pribit na tla in med snemanjem sem en in ist zavoj odpeljal velikokrat, vsakič nekoliko hitreje, na koncu v bistvu že tako hitro, da sem samo gledal, kam me bo odpihnilo, pa nič, kot po tirnicah. Da sem razmišljal, kam me bo dejansko odpihnilo, gre zasluga slabemu krmiljenju. Če med običajno vožnjo občutek na volanu še zadovoljiv, pa je tole umetno dodajanje teže tako nekomunikativno, da v resnici nikoli ne vem, kaj se prav zares dogaja tamle spredaj. Moj Logitechov volan doma pred monitorjem mi ponuja več povratnih informacij. Težava je tudi v tem, da ima ta malček pogon spredaj, poganja ga elektromotor z okrog 220 konjički in to pomeni, da je naval navora pri pospeševanju enostavno prevelik. Zato volan trga iz rok, kadar pospešuje močno, pa podlaga slučajno ni idealna. Evo, dokaz o tem, koliko navora pride preko volana do voznikovih rok. Veliko. Ampak vseeno, bolj kot to mi ni všeč umeten občutek krmiljenja, ki pokvari precej zabave, no ta del, ko mi dejansko trga malo volan, mi je po svoje celo zabaven, ker me vsakič spomni, da je motor res močan. Ja, elektromotor je sicer super, na volanu imam še gumb OV kot overtake, kadar želim nekoga prehiteti in izkoristiti ves navor, ki je na voljo, tako da spodobno se premakne, nikaj, ni pa brutalno hiter in marsikateri nabriti malček je v bistvu hitrejši, pa tudi bolj agresiven.
Od A290 sem skratka pričakoval več, ker je bil Alpine A110 pred časom naravnost perfekten. Eden najboljših avtomobilov, kar sem jih vozil v svoji precej bogati karieri. No, tukaj pa ima baterija uporabnih 52 kWh, poraba pa kljub idealnim temperaturam in dejstvu, da avto tehta za štromarja precej skromnih 1480 kg, sploh ni posebej majhna. Pod 23 kWh na 100 km ne gre, zato je na avtocesti doseg samo okrog 200 km, no potem boste pa že precej nervozni. Potem pridemo do polnjenja, kjer pa tudi ne gre z več kot 100 kW moči. Če me pri navadni petici takšen doseg še ne moti, na vse zadnje to majhen mestni avtomobilček, s katerim se najbrž ne boste vozili na ultra dolge poti, me pa pri skoraj dvakrat dražjem Alpine A290 dejansko moti. Vsaj zase vem, da sem prelen, da bi vsak dan iskal polnilnice oziroma da bi ga vsak dan pridno polnil doma, preden bi se želel peljati na kakšno hudo cesto, ker tudi teh hudih cest nimam ravno pred nosom, a ne? To je pa avto za dinamično uživanje, nekje v mestu med semafori ga je v bistvu škoda. Tam je navadna petica čist ok. To je pa potem tako, kot da bi lev skozi ograjo gledal antilope in samo razmišljal, kako bi bilo fajn eno pohrustati, do ne pa ne bi mogel.